Živijo, spoštovana družba, ponovno iz prijetnega ambienta Radia Fantasy. Danes z mano je en prav poseben gost, prav poseben fant v podcastu Brez dlake na jeziku. Človek, ki mu je ime Marko Tomanič in mi je prinesel tudi tole svojo znamenito knjigo Pobeg iz senc odvisnosti, 10 let treznosti, 20 let brez cigaret. Torej, tole bo ena zelo globoka in zelo direktna, brutalna zgodba. Namreč Marko je bil hud odvisnik od alkohola. Človek, ki ga je pil več kot Ernest Hemingway, bi lahko rekel, ne? Kaj vse je takrat počel, ko je pil? Kako za vraga se mu je to sploh zgodilo? Kaj vse je storil v pijanem stanju? In pa seveda, kako je potem nekega lepega dne rekel, opa, dovolj bo. In zdaj tukaj v polni formi, ozdravljen tega in onega, torej čudežna zgodba, čista znanstvena fantastika. Dame in gospodje, z mano je Marko Tomanič, za prijatelje Tomi. Živijo. Živijo. Sem te dobro napovedal? Super je. Super. Ne bi mogel boljš, ne? Ne gre boljš. Pa z glave, veš? Niger ni napisan, ne? To je najboljše. Vidiš, ker sem trezen. Popolno. Ker sem trezen, veš? Marko, zdaj pa glej, jaz predlagam, glede na to, da je to brez dlake na jeziku, ne? Da midva tu nimama cenzure, razumeš, da nimama nič zadržkov, da gremo direktno v sam srž tvoje zgodbe. Če si za, seveda, ne? Ni problem. Ok, in te sprašam na samem začetku, ne? Kdaj, koliko si bil star in kdaj si prvič v življenju pomočil jezik v fucking alkohol? To je bilo pa zelo hitro. Če bi lahko rekel, že kot dojenček, ker so mi starši. Pri nas je bila to neka tradicija, da če otrok ni zaspal, dojenček ni zaspal, so mu dudico pomočili v šnopsek, so mu dali in je zaspal. Počakaj. Kje hodiča je to tradicija? Kje? To je pri nas tam bilo. Jaz sem sicer prihajam iz Lovrenca na Dravskem polju, zdaj pa živim na območju Halov v Majšpergu. In tam otroke filajo že Ja, to so starši dali. Enostavno, če otrok ni zaspal, ker je bilo delo na kmetiji, doma, ono tretjo so ti dudico pomočili v alkoholu, če si nisi spal, si 5 minut pa si spal. Ampak misliš, da je to krivo, da si ti dejansko se navadil alkohola že, ne vem, čist v zgodnem otroštvu? Ne bi rekel, da je to krivo. Ja. So pa do tega pripeljali pol vse ostali dogodki, ki so se dogajali dejansko skozi življenje. Ne? No in kdaj si pa recimo, pa tako bi rekel, Oreng se ga prvič napil in rekel, pizda, tole pa ni slabo. Da bi zdaj rekel Oreng, kdaj sem se ga prvič napil, mislim, da je to bilo v 8. razredu osnovne šole. To smo se ga tako vsi, po moje, ne? Tam, 2 leta, vse te stvari, ne? Ampak začel sem pa že dosti prej tudi. Mogoče se spomnim, tudi v knjigi sem zapisal to zgodbo. Moj oče je tudi rad kdaj popil, stari starši so kaj popili, ne? In to dejansko gre iz roda v rod, gledaš, opazuješ. In spomnim se, da smo imeli enkrat koline. To je tudi ena tradicija pri nas, ne? In tam na kolinah so moški seveda ga pili, potem so rekli, da grejo počasi domov in spet ena tradicija pri nas, ne? Nikoli še nismo šli, da še nismo enega spili, ne? Tudi tista pesem, ki jo Dejan Vunjak poje, ne? Ja. In takrat je moj oče vsem nalil in seveda en gospod, ki je pil, mislim, ki je vozil, je rekel, da več ne bo, da ima dovolj, nekako se je zavedal, ne? Da so lahko posledice, če preveč popije in gre v avto. In takrat se je moj oče začel norčevati z njega in je rekel, boš videl, zdaj ti bo pa moj mali pokazal, in je tak pred mene dal špricar in je rekel, zdaj ga pa rukni, ne. In seveda, če ti oče reče, rukni, ne, kaj si hotel ruknil tisti špricar? Pa koliko si bil star? Pa mislim, da je to bilo 9-10 let. Ok. In kaj je bilo pol? Ja, seveda se je oče predvsem hvalil, ne, poglejte ga. Da ima sina, ki pije pri 10 letih. Ste ga videli, ne, ker ne, vi ste pa neke mevže, ne. Ja. Ampak gdje mi reči, to sem razmišljal, zdaj, ko si jim pač to razlagal, ne? Ogromno takih zgodb slišim, veš tist, ne, istok stara kljuka, pice ga ne upa, ne, kaj pa si pičkica. Zakaj imajo ljudje, ampak to je pri alkoholu, je to prav zakoreninjeno v Slovencih, jebem ti, da te izzivajo, ne? Pa ne upaš piti, pa kaj zdaj boš to spil, pa dej še enega, ne? Zakaj misliš, da je to pri ljudeh, to, bom rekel, siljenje, to gre meni ful na kurac, in pa eno zgodbo, jaz povedal o sebi, ampak to v narekovajih, ampak tudi dobesedno siljenje, no, tako zakoreninjeno v ljudeh, da prav
če ga ne boš spil, te bojo pizda izločili iz družbe ali pa te bojo res imeli za nekega luzerja. Ne? Moraš enostavno, če nisi pač karakter, ne? Pa če jih ne steraš 3 pizde materne, dejansko res začneš piti. Odkot mi že izvira, to si razmišljal, kaj? Nisem razmišljal o tem, odkot to izvira, ampak zgleda, da je to neka fanci, šmanci zadeva. Mislim, da tudi ni sam pri nas v Sloveniji, da se še kje drugje to najde, ne? Ampak tako kot si sam rekel, res je, to je nekako te imajo za nič vrednega, za mevžo, babjeka, ne vem, kaj vse še. Mislim, pri meni se je to skozi dogajalo, ne? Tudi ko sem vmes nehal že malce piti, ampak vedno, ko prideš v neko družbo, vedno je ta zadeva nekako prišla naprej, ne? In to se vleče, dokler mogoče ne pride tisti trenutek, ko pa enostavno brez ne moreš. Ne? Sam je pa zanimivo, vsem se pa to ne zgodi. Ne? Recimo, imaš pa tudi, ko reče ne, sorry, jebite se, ne bom. Ne? Ja, to so pa ljudje, ki so že mogoče v štartu dovolj močni, ne? Da so dovolj močni, da enostavno se upajo postaviti po robu tem, bi temu rekel, nasilnežem. Ne? Mogoče imajo neko podporo doma, mogoče imajo podporo drugih ljudi, kjerkoli. Ne. Pri meni pač tega ni bilo. Ne. Moj oče je bil podjetnik, mama je delala, večino otroštva sem preživel pri drugih, pri starih starših, pri sosedih. In enostavno neke podpore nisem imel. In če sem hotel v neko družbo priti, sem se pač moral prilagoditi tej družbi in ta družba te nekako se mi je zdela v redu, za moje pojme takrat v redu in sem se pač, da sem se jim lahko pridružil, pač odločil, da bom potem prevzel to njihovo navado. Pa dejansko kriviš, ne vem, svojega očeta, svoje starše, da si zabredel v tem ranem otroštvu, rani mladosti v to zgodbo ali ne? Ne krivim jih, da so zdaj popolnoma vsega oni krivi, ne. Dejstvo pa je, da skozi neko otroško obdobje, skozi to vzgojo mi neke vzorce priučimo. In če gre to predolgo naprej, ne, se zna zgodi, da potem to pride do malo hujše odvisnosti. No. No pa rečemo, kdaj si pa ugotovil, da pa dejansko res piješ malo preveč, no? Da ta, bom rekel, mladostniški, srednješolski, mogoče pa malo naprej še žur, ne? Ki ponovadi je bil vsak teden, bodme iskrena, ne? So se ga fanti napili, ne? Gor, dol, levo, desno, ampak kdaj si pa ugotovil, da pa tukaj mogoče pa že kot mlad mulček, zdaj, ko za nazaj gledaš, takrat tako vem, da nisi imel pojma, ampak zdaj, ko za nazaj gledaš, kdaj si pa misliš zdaj, da si ga pa vsem malo začel lomiti, po domače rečeno? No? Ja, če bi takle zdaj rekla, kot pogledamo nazaj, bi rekel, da v srednji šoli definitivno zadnji letnik srednje šole 100% že preveč, ne? Če bi zdaj le pogledal. Ampak v istem trenutku se to pač ne zavedaš. Ne? Pa kaj pomeni preveč? Ja, zdaj za nekateri pravijo, da je pivo 2, 3, ne, da ni to nič. Jaz pravim, da lahko so že 3 pive preveč. Ampak pri meni dnevno, ne? Ja, dnevno, ampak ponavadi se to ne dnevno spije, to se spije v kaki urci. Ne? Ja. Pri meni je to šlo že tam na 5, 6, 7, 8, 9, 10 piv, pa se veš potem enega kratkega prerežemo. Vsak dan? Skoraj vsak dan, ja. V srednji šoli? V srednji šoli še ne toliko, v srednji šoli je tu bilo do 3-4 pive, tudi v šoli smo šli, recimo, ko smo imeli vmes pauzo, smo šli v bivši kafič, tam spili kak špricar 2. Še učitelje smo včasih tam srečali, da so not kakšnega spili, ne, seveda, si rekel, ok, če lahko on, če lahko jaz. Ja. Ampak kaj pa, ko si šel v šolo nazaj, nisi bil mal pijan že potem, a to si po šoli pil ali vmes? Vmes je to že bilo, vmes. Ja. Pa kaj pa, ko si šel po pouku? Pa, če bi tako le povedal, ne vem, če se zdaj dejansko spomniš tega, ne, ampak malce se ti moti, ampak fajn ti je, bi rekel. Ampak učitelji pa niso nič ti rekli, kaj ti je? Zanimivo je bilo, da so tudi nekatere, kot sem že omenil, tudi sami nekaj popili, ne, mi smo točno vedeli, kdaj lahko, ne, in kdaj so oni bili in tako smo mi tudi to izkoristili. Čekaj, pa s katerega kraja si ti to, da so vsi pili pizda? Ptuj, ta se pije, vsi Ptuj. Glej, če boš pogledal, kje se največje fešte dogajajo. Ja. Poglej to pustovanje, recimo, 10-14 dni, to je norišnica. To je norišnica 14 dni, gor, dol, vsaki kraj. Tako Prlekija v bistvu, ne? Tudi vino tam izvira. Ne? Ja, ampak tam mislim, da je kultura tega pitja pa tega malce drugačna. Malce drugačna. Tu pri nas pa je ta haloški del, pa ta ptujski del je štajerski, ne? Tudi ta pesem z Maribora, ne, ko to ti Štajer zdravo pade, ne? Ja. Pa večino pesmi. To je po tebi narejeno, ne? No, mislim, da je že bila prej narejena. Ok. No pa če te recimo pol vprašam, dobro, zdaj z teh piv, kaj pa ko si domov prišel recimo pijan, kot tak mlad, te je videl kdo?
ne vem, mama, oče, ne vem, kakšen stric ali nekdo, ki je bil starejši, pa ga je malo zaskrbelo, ali niso videli v tem dejansko problema? Se veš, ko si mlad, si še fejst iznajdljiv, ne? Ja. Nekako smo iskali neke poti, da si pogledal, kje so starši, kaj počnejo, da so se šli tuširati, malo se počakal, ono tretjo in hitro smuknil v sobo, recimo, ne. Tako da si se malo izogibal. V teh letih smo bili v svoji hiši že, tako da, se pravim, očeta zelo redko je bil doma, ne, mama pa tako vsa opravila, ki jih je imela in si pač izkoristil tisto priložnost, če pa je že slučajno ma vprašala, če boš kaj jedel ali pa kaj ne. Ne, sem danes v šoli, grem kar spat, sem utrujen. Kaj pa recimo slaboti, pa ni bilo nikoli kot mulcu? Ja, bilo dvakrat, trikrat mogoče kot v šoli, tako da mogoče nisem šel drugi dan mogoče v šolo, Ja. ampak sem se izgovoril, da imam slabost, da ne vem, neka Ampak te trebušna osebno gripa. te pa ni motilo to, da ti je slabo, da se ne počutiš vrejo, ko si pil. Je te moti tisti trenutek, ampak Pa si pa spet drugi dan je vrejo. vse v redu, gremo dalje, ne, zastopiš. Ki zdaj pa denar za vso to pijačo. Tako kot sem rekel, oče je bil podjetnik, jaz sem rad pomagal v delavnici, imeli smo gumarsko industrijo, torej delali iz gume izdelke. In vsake počitnice, vsako popoldan, če se je le dalo, čez vikende sem jaz pomagal dol v delavnici in tako sem pač dejansko si zaslužil ta denar, da sem potem imel za to. Ne. No, ker se gleda, zdaj, takle, ko se pogovarjamo, sej smo tudi zabavna, ne? Nismo zdaj samo, bom rekel, resna, pa zamorjena, bom rekel pa zajebana, ampak se dejansko je to, so tudi zabavne štorije. Sam, ko boš pa zdaj šla midva na tiste, ta res zajebane zgodbe, tam pa pol alkohol in pijančevanje in norija nista več smešna, tam pa postane ta resen problem. Ne? In to te vprašam, ne? Kdaj si pa to zgruntal? Takrat vem, da spet nisi. Zdaj, ko gledam za nazaj, ne? Kdaj si pa zgruntal, da pa ta alkohol ni več tralala hopsasa, malo žurček tam, pirček tam, kdaj pa to postaja odvisnost v smislu, da pa ti res že zjutraj moraš spiti in ne moreš brez alkohola normalno delovati, rataš, ne vem, čuden, siten, kakorkoli in da vidiš, da ti je to zdaj pa res nujno potrebno. Da se je pa to zgodilo. Pa zakaj tvoje? Sej, to so res pogledi za nazaj, ne. Tako kot sam govoriš, takrat mogoče se ne zavedaš, ko zdaj nazaj pogledaš, bi lahko rekel, mogoče tam leta 2007-2008. Koliko si bil star takrat? To je bilo, če zdaj pogledamo, 32-33 let. Takrat mi je sin enkrat, ko sem prišel pač pijan domov. Si že imel otroka? Ja, jaz sem imel sina zgodaj, pri 18-19 letih. Si ga pijan naredil? Upam, da ne. Upam, da ne, okay. Upam, da ne, ampak se veš, bilo je na rojstni dan, ko ga je imela partnerka, verjetno se je takrat to zgodilo. Pa ste ga z alkoholom uspavali tudi sina? Jaz osebno ne, vem pa, da mu je moja mama včasih dala v šampanjec kako dudico. Tega ne početi doma. Ne, tega ne početi. Povej. Dejstvo je bilo, da takrat sem enkrat prišel, sicer sem že prej dostikrat sva šla s partnerko na razen, seveda je bil kriv alkohol, pa ti si ne priznaš, ne. Pravi, še vse to pivo, ki smo ga spili, pa mogel sem ga, šef je rekel, služba, poslovni odnosi, mislim, vse to, ne. In potem sem enkrat res kar precej pijan prišel domov, moja seveda ni bila zadovoljna, padale so besede, padale so razne stvari, tudi blizu nasilja sva že prišla, ne, tako da takrat je partnerka rekla, da naj odidem in tudi sin mi je rekel, da naj odidem. Jaz sem takrat stopil do njega, so zami v očeh, smo rekel, glej, nisem jaz kriv, ona je kriva, ne, jaz sem takrat vedno krivil partnerko za vse. Ali očeta, ali partner, nekdo je pač mogel biti kriv, da sem se ga šel napil. Ne? In takrat mi je sin zabičal in rekel, pojdi, nočem te videti, glej, kaki si, ne krivi mamice, sam sebe poglej, pa boš videl. Ne? Takrat je mogoče prvič bilo to in takrat sem tudi mu rekel, tudi to se bo spremenilo. Takrat sem odšel, po 6 mesecih sem se pač vrnil, razmislil o teh stvarih, sem rekel, da se bom popravil, ampak se nisem držal. Si še poslabšal, ne? Ja, se še stanje poslabšalo. Na to še prideva. No, pa če te vprašam, ta štart, mogoče s to partnerko, s katero si bil, ona ni pila ali pila? Ne. Ona je bila zelo proti temu. Dejansko sovražila alkohol, pa še danes ga sovraži. Ja, no, se razumem, ja. Ampak ti si pa pil kaj, dnevno? Dnevno. Jaz dejansko sem včasih prišel domov iz službe, po službi, normalno smo vedno šli pivo 2-3, ne, včasih več, včasih manj, pač odvisno, kak je bilo. Ponovadi sem pa potem prišel domov, doma še je bila kakšna pločevinka piva,
Ne? Ampak največ si pil piva, pol, če te razumem. Največ sem pil piva, pa kak špricar, pa viski. Pa koliko moraš spiti piva, da si pijan? Koliko? Jaz, če ga zdaj samo povoham, sem že pijan. Dobro, ja, Prej pa ne vem, prvo je bilo za žejo, smo rekli, drugo je bilo za potrebo, po tretjem pa ti zapaše. Tako smo nekako imeli in potem se je to začelo. No, pa če te vprašam, zakaj hudiča si pil, kljub temu, da si imel recimo žensko, pa da si videl, da njej ne paše, pa da jo to ne osrečuje. Zakaj si še vedno pil? Jaz mislim, da je to moški ego. Ta moj ego je to bil, kaj boš ti, ženska meni govorila, sej, kaj boš ti, ne, sej, ti nimaš prav, ti ne veš, kaj se z mano dogaja, pa sej, to eno pivo, to ni nič. Ne. Po mojem je to. Ne daš nekomu drugemu prav. Pa ti je kdaj direktno, kdaj ti je prvič direktno rekla, Marko, ti si pijanc, ti si alkoholik, ti si šel kurac. Ti je rekla, kdaj ti je direktno? Ja, je rekla, seveda je rekla. Ampak preslišiš. Enostavno, problem je, če gre te besede, če grejo v kakšno drugačne stvari, ne, ne vem, da se tičejo otroka ali da bo komu se kaj zgodilo, pa kaj naredilo, takrat te stvari lahko postanejo dosti hujše. Ne. Zato tudi zdaj, ko tako razmišljam, pravim, če se znajdete na tej situaciji, ljudje ne preveč v osebo, ki je pijana, se vtikati, boljše jo pustiti pri miru, ne gre spat, pa bo mogoče lažje šlo skozi. Ne. Ampak ja, se veš, tudi če si trezen, pa če te nekdo malce nekaj govori, pa ti nekaj ne odgovarja, ne, ti ne boš priznal. Ne. To je ta moški ponos, tvoj ponos, ti ne boš rekel. Ne. Koliko si pa recimo, ko si bil pijan, kakšen si bil nasilen, si bil zabaven, si bil odštekan, kakšen si bil največkrat? Spet odvisno od situacije. Ponavadi smo bili veseli, smo se mogoče, ampak to bi rekel ne veseli, to je namišljeno veselje. To je namišljeno veselje. Seveda pa tudi si nasilen, če te nekdo pripravi do tega. Torej, vsaka beseda, ki ti jo nekdo izreče, drugače odreagiraš. Čisto drugače, kot če si trezen. Ne? Bolj, kako bi rekel, osebno si jo vzameš, bolj čustveno si jo vzameš. Ne? In veliko krat se nam je zgodilo na kakšne zabave, da smo se celo stepli, skregali med sabo, družinski partnerji, oče, sin, bratje. Ja. Pač se veš, alkohol začne govoriti, se tisto, kako bi rekel, nepravilo, kar trezen misliš, pijan poveš, ne, ta pregovor, ne, dejansko velja. Ne, in potem, ko si pijan, dosti krat ljudje tudi tisti na drugi strani povejo neke stvari, ki tebi pač ne pašajo, in ko si še ti pijan, privede to do... No pa s kom si se recimo stepal od teh kakih bližnjih ljudi, ko veš, da se pizda ne bi smel za nobeno ceno? Stepla smo se z bratom večkrat. Sla oba pijana ali sam ti? Pa mislim, da sem takrat bil bolj jaz pijan, on je pa pač izzival. Ne? On je pač izzival na neki točki, ker sem bil tudi DJ pa to in mi je neke kasete jemal pa ukradel. In to me je, kako bi temu rekel, po domače razfukalo. Zastopiš meni, pa ti neš kaset jemal, če sem da videl, si vzel, ne? In takrat sem ga fliknil. Ne? In pol so me pa bratranci pa to prijeli, nekaj mama vkoli mene klomutirala. Lej, jaz takrat ne vem, odkot sem moč dobil, vsi so leteli okoli. Pa imamo si tudi udrino? Ja, imamo smo udrino v steno, tako da se je prelepla gor. Jebemo sonce. Kaj pa pol, ko si se zavedal naslednjič, ko si naredil? Če mi ne bi drugi povedali, niti ne bi vedel. Si pozabil dejansko? Pozabil, hvala Bogu, je tam gostilničar, ki je bil dovolj miren, pa preseben, pa en izmed mojih bratrancev, ki je služil v vojni policiji v Kninu. To je bil en taki bolj močen fant, ne, in da me je on potem nekako, pa moj boter birmanski, da so me nekako z besedami pomirili, pa odstranili, pa potem odpeljali v stran. Nekaj vprašanje, kaj bi se zgodilo takrat. No, kaj pa, ko si bil trezen, ko si ti povedal, kaj si naredil? Ne, da si imamo udrino ob zid, da si... Težko sem to sprejel. Kaj si rekel? Težko je to sprejeti, ker enostavno ne veš, ker spominu tega nimaš. Verjel pa si, da si to naredil. Vedel sem, da se je nekaj dogajalo. Vedel sem, da se je nekaj dogajalo, da je bilo pa tako hudo, pa ne. Dokler mi ni potem bratranec enkrat po dolgem času povedal, je rekel, jaz te nisem mogel držati, pa le kak sem. In kaj si pa pol rekel? Enostavno nič, dolgo časa sem se skrival za tem. No. Pa si še vse naprej pil? Vseeno sem še naprej pil. Kaj pa partnerko recimo? Kaj je bilo pa z njo, kaj je hujše, si njo tudi udaril? Ko ti je težila, da nekaj pit? Ja, se je tudi zgodilo. Ampak to so res težke zgodbe. Se pravi, danes mi je žal za vse, kar sem storil komorkoli. Jaz sem se tudi, ko sem to knjigo izdal, sem naredil predstavitev in takrat sem se dejansko vsem opravičil in jih prosil, da mi pač oprostijo, ne odpustijo, ampak da jim lahko damo opravičilo za odpustitev, teh dejanj pa morajo oni sprejeti. Ampak če te vprašam, če smo še malo mogoče pri tem nasilju, če smem,
pa do nje govorim zdaj, ne, si bil tu fejst, ali si samo, ne vem, udrino, malo tak klofut, ali si prav... Ja, dvakrat je prišlo do hujšega nasilja, ne. Dvakrat je prišlo do hujšega nasilja, ampak obojestransko. Da ste se pa stepla. Ja, Policija prišla. tudi. In? Ja, na koncu smo vsak svoje dobila zaplačati. Ja, a sam kazni je bila? Kazni je bila, ja. Oreste pa niso? Ne. Dejansko vse se ti hitro pomiriš, ko vidiš, da si neko Ja. pravo pizdarijo naredil. Pa če se obe strani pomirita, se zadeva... Zakaj te pa ti recimo ona prijavila za družinsko nasilje? Ta partnerka. Se je takrat enkrat poklicala policijo, pa so prišli, pa so me odstranili, pa sem potem šel, ne, oziroma smo razumeli, sem v avtu že takrat spal, ker niti v hišo nisem mogel priti, ne. Tako da so me odstranili, so rekli, da moram iti, da pač tu nimam kaj iskati, ne, ampak se pravim, pol sem nekako iskal spet varianto, da pridem nazaj, sem želel, da zadevo izboljšam. Tako da, ja. Ampak nisi spet, ne? So se stvari malce izboljšale, ne, niso se popolnoma, ne, to priznam. Ne. No pa to te vprašam, ne? Viš to recimo, dobro, se razumem odvisnost, ne, da je zafukan, ampak da neko tako stvar narediš, kot si vse povedal, ne? Pa da prije policija, pa da viš, da si ti, ne vem, udaril ljubljeno osebo, pa da je ne bi udaril, če bi bil trezen, ne? Pa da vsem pizda ne nehaš piti. Problem, ko si tako daleč not, je problem. Ne moreš. Težko je, zato ker si prvič obkoljen si s tako družbo, ne? To smo že na začetku govorila, te zajebavajo, ono tretjo. Drugo, ker enostavno, jaz ko sem prišel domov včasih iz službe, jaz sem si našel neki izgovor, da sem šel, ne vem, nekaj iskati za službo v neko papirnico ali nekaj tega, da sem lahko šel še na pier ali pa dva. To pomeni, da ta odvisnost te tako prevzame, da po mojem, v tistem trenutku sploh ne veš, da se to dogaja s tabo. Ti si v nekem drugem svetu, po mojem tudi tisti, ki jemljajo mamila, enostavno je to nek drug svet, ne. Kaj pa telo tvoje samo, te pa ni začelo izdajati, recimo, ne vem, jetra, bruhanje, želodec, koža na vse zadnje, pizda, nisi mogoče to pa, ali pa to, pa moraš vse več let piti, ali kaj, kak je pa s tem? Pa ne. Ti recimo nekaj alkoholika vidiš, se mu že, ne vem, na 100 km vidi, da je alkoholik, ne? Ker je cel zjeban. Ti te zdaj vidim nisi. Ne? To je druga zgodba. Ampak dobro, bi mogel 30 let piti, žganje pizda, da bi ti, ne vem, jetra šla v kurac, da bi želodec dobil rano, da bi, ne vem, bil res, da bi skrvavel do smrti. Ali kaj fora tega, da ti očitno to pa vse, ali nisi res toliko veliko pil, mogoče let, ali kak je s tem, no to ne vem, ne? Ali pa si imel res močno telo? Ja, se glej, to je zdaj čisto odvisno. Mislim, da se ti ni telo uprlo tolikim litrom alkohola. To. Zdaj veš, ko je telo navajeno, po mojem, takrat še ne. Mogoče je manjkal kak korak naprej, ne. Vse to se je potem začelo dogajati. V tistem času, ko sem začel razmišljati o tem, da neham, se je začela določena bolezenska stanja, ne. Mislim, bolezenska stanja. Imel sem popuščanje srca, ne. Ta aritmija, ko sem šel potem na EKG, to je tisti odziv srca, kot da ga ni dejansko, ne. In mogoče takrat šele, ko ti zdravnik pokaže tisto, ko tisto vidiš, si rečeš, če bom tako nadaljeval, pa ne bom več dolgo. Boš hitro zaključil, ja, pizda. Je pa res, da mogoče pa slišiš tudi kako zgodbo od koga drugega še kje, ne, da je, recimo tam v našem okolici je bil tudi en, ki je zelo rad pil, pa ga je potem, so ga v službi poslali na zdravljenje in so mu rekli, da pač služba ga čaka, da se ozdravi, če pa ne bo sprejel tega, pa bo ostal brez službe, ne. Kaj pa, da si recimo kakšne te kompanjone svoje videl, da bi kdo hudo zbolel, da bi kdo celo umrl od alkohola, to se ti ni zgodilo? Takrat še ne. Še ne. Takrat še ne, kasneje pa. Izgleda mladi pebi, pa očitno ni nobenemu to tako škodilo, kaj? Dobro, vedel sem za enega žlahtnika od moje partnerke, da je zaradi alkohola pri 48 ali nekje tu, ne, ampak se veš, to je v tistem trenutku ne razmišljaš, ker če bi zdaj, ne vem, koliko ljudi naj bo gledalo, verjamem, da je marsikdo tudi taki, ki še posega po alkoholu, ne, in po mojem ne bo sprejel tega, ne, kaj jaz zdaj tu govorim, ne. Si bo mislil, to je brez veze, vse samo eno pivo spijem, sej to ni nič, to se ne more nikjer poznati, ampak na dolgi rok, ne, še daljši rok bi pa verjetno prinesel posledice drugačne. Kaj je bilo pa recimo najhujše, kar si po tvoje naredil v pijanem stanju? Ali pa 3 najhujše stvari, če rečemo tako, če se jih spomniš? 3 najhujše? Ja.
Ja, zdaj bi tako rekel, ena izmed hujših je bila prometna nesreča. Na srečo bom samo rekel, Sreča v nesreči. samo jaz, avto Totalka, Seat Cordoba, zadnji leasing obrok sem plačal in sem ga Totalka spravil. Bravo. Ostala je samo zadnja leva luč cela. Vem, da ko sem stopil z avta ven, je priletela neka mamika, je rekla, ljuba Marija, ti si živ stopil z tega avta ven. Takrat sem prvič tudi začutil, da me brat ima vseeno rad, ker je bil prvi, ki sem ga poklical, da je prišel, pa da smo hitro spucali vse stvari, da ne bi bilo nekih hujših zadev še. Zaprem, to je bila ena izmed res hujših stvari, ki so se zgodile v tem trenutku. Seveda to, kar smo prej govorila, tista zabava, pa ko sem bil DJ, pa da sem to potem brata in mamo, ne. Pa mislim, da enkrat je bilo tu dosti hudo, bilo je na pustni torek, mislim, da ko smo se z očetom kar krepko zgrabila pa stepla. Materno. Oba pijana. Ja. Ti, kaj pa to, ko si rekel, da si pijan, ne šel na cesto, ne? To je tudi ta zelo zajebana stvar in hvala Bogu, da se ti to ni zgodilo, da bi povzročil pa nesrečo za smrtno žrtvijo drugega. Ne ti bi preživel, si predstavljaš to opizno materno. Hvala Bogu. Danes si. Hvala Bogu, da se ti to ni zgodilo, pa Bog ne daj, da se ti, ne, ampak. Danes si to predstavljam, ker z drugačnimi očmi gledam, ne. Takrat pa, ko se vse ražal to, pa če bi danes kogarkoli vprašala, ki je spil pivo 2, 3, pa ga policija vstavi, ste kaj pili? Ne. Bomo pihali? Ne bomo počakali. Ne. Torej, ali pa če že napiha, išče variante, kako bi se izognil kazni. Ne. Vsi imamo to nekako v sebi. Zdaj, zakaj je to tako? Ali mi mislimo, da mogoče res nič ne vpliva ali ne? Je to eno, ne? Mi mislimo, ampak dejansko pa zelo, zelo vpliva. Sam pri sebi vem, če zdaj nazaj pogledam vse te stvari, da dejansko sem imel te zakasnitev z to reakcijskim časom. Ne? To pomeni, da dosti kasneje ti reagiraš na določeno situacijo. Ne? Mogoče se takrat najhujše je to, da se celo zavedaš, da si spil, pa greš v avto. Ne? To je žalostno. Ampak Kaj si večkrat se zabil? Jaz sem imel kar nekaj teh nesreč. Večinoma sam v neki grabniček ali pa nekaj takega. Ne? Tako da nisem dejansko povzročal drugim neke fejst materialne škode ali pa kakšne poškodbe ali karkoli. Ne? Tako da sem imel in na koncu koncev te pa to začne. Ampak sam poškodoval se pa samega sebe, pa nisi imel srečo? Samo takrat sem si malo glavo razbil. Res, takrat sem res imel srečo, ampak mogoče je to tista sreča v nesreči, ki pravijo, da ko si pa pijan, si pa gumijasti. Ne? Ja. In velikokrat tudi, če smo kdaj gledali kako težko prometno nesrečo, ki je res povzročil voznik v alkoholnem stanju, ne? Da mogoče njemu skoro nič ni bilo. Ne? Skoro nič, vsi ostali pa težko poškodovani ali celo mrtvi v tej nesreči. Ne? Pedar, ja. Ti, kaj pa? Si imel potem po tej punci, ko ste šla na razen še kakšno žensko, pri kateri si pil ali ne? Ne, nikoli nisem imel druge ženske. To, ko smo šla na razen, jaz sem šel nazaj k staršem živeti tiste trenutke. Pa dan si pa še kar pil pri starših naprej? Ja, seveda. Ja, kaj sta pa rekla? Pa se pravim, očeta tako ni bilo, on je šel stran od mame, on si je našel ljubico, on je tako bil drugje. Pa mama, ko te je videla, da piješ skozi? Bilo je hudo, ampak ni mi znala pomagati. Na koncu koncev sama sebi ni znala pomagati v življenju. Njej je šlo vse narobe. Bila je za svojimi problemi, za svojimi težavami. Enostavno, na koncu koncev me to skoraj da nič ni videla. Ali sem bil v delavnici delal, ali pa sem ga pil. Kaj pa prijatelji so pa pili s tabo? Nisi imel nobenega, da bi te v roke vzel? Ne, takrat ne. To pa so bili večino. Rekel pis, da Marko, stari, ali Marko, gremo še enega spit. Si imel take prijatelje? Verjetno, ne? Večinoma so bili prijatelji sodelavci. Ja. In sodelavci smo večinoma, na šihti smo se vedno pogovarjali. Ampak kaj pa služba, pa ni trpela nikoli? Delo si kaj? Avte si popravljal, kaj? Ne, gomarsko delavnico smo imeli stroje za vligovanje gume, pa te stvari. To pa nisi nič kaj zajebo? Ja, sem zajebo, tudi včasih, ko sem bil v nočni, nisem mogel iti v nočno, recimo, tako me je brat zamenjal. Zadeva pa taka, oče mi je to pač v tistem trenutku oprostil, dovolil. A ja, pri očetu? Ja, doma, ja, ne, in veš, mogoče je tudi tista napaka, da včasih preveč popuščam tudi svojim otrokom, ko bi mogli mogoče reči, zdaj pa je dovolj, ne. Pa bi se mogoče zadeva prej zaključila. Ampak
Oče je pa spet bil taki, ne? Mi ko smo delali v delavnici, kakšne remonte ali kar takega, on če je želel, da smo mu delali, popravljali, da ni nekih tujih najemal, pa drago plačeval, on je nam že ob 9 jutro kišlo piva prinesel. Ne? In, Pa koliko litrov alkohola si dejansko na dan spil? ja, kako smo rekli, to, če od 3 pive so bile najmanj, Ja, to je bilo najmanj. Ne? ja. Vsak dan, najmanj 3. Zdaj pa če gremo naprej, ko smo rekli, po 3. ti zapaše, ne? Ja. Pa so potem bili še 4., 5., 6., pa kaki viski prek, da si presekal špricarček, pa gremo dalje. Zdaj pa še doma kakšna 2 pirčka. Pa si jedel kaj vmes, si sem pil? Ne, to je bil moj največji problem. Ne? Moj največji problem je bil, da nisem jedel vmes. Ne? Da si samo od alkohola živel. Samo alkohol je bil tu v tistem trenutku. Pa kako te ni kurba izdal želodec? Ne vem. Sej jaz v službi smo imeli malce, dobro malce, Ja. se najedel, pol pa zvečer mogoče kakšna obilna večerja še, ne, potem ko si Kaj pa, malo od sebe prišel. no, kaj pa prebava pizda? Pa si imel skozi drisko pizda ali si imel normalno prebavo? Čest normalno. Pa si bil rojen za pitje, ko se te kot dojenčka še že vtisne. Ampak če kaj pa recimo, ne vem, ko si bil pa pol samski recimo, pa tukaj si imel svoje, ste pa kaj punce preganjali, recimo pijani pobi, ste bili kaj bolj pogumni, si tu bil kaj bolj aktiven, ali ti je to vplivalo tudi, ne vem, pizda na erekcijo, na potenco, na željo po seksu, ali ne, kaj je pa s tem? Če gremo v samo drobovje tega kurčega alkohola. Zdaj, če bi takole pogledal vmes, ko smo šla z mojo narazen, tega nisem. Ampak predtem pa normalno si dosti bolj pogumen. Ne? Bolj si upaš, bolj pristopiti. Ampak kaj pa ta spodnja stvar je delala v polkem alkoholu? Če zdaj pogledamo nazaj do moje partnerke, takrat je meni to še celo preveč delalo. Okay. Ne? In veš, trajalo celo gledanje, tako da... Kako si bil? Ja, dejansko in pol veš, si misliš, stari, jaz nekaj spil še, to malce dlje traja, ne, zdaj pa partnerke verjetno to ni odgovarjalo, ne, se veš, smrdiš po tistem alkoholu, ne, tako in... Ampak ti pa si frajer, ne, gre. Moč. Ampak ni pol nikoli recimo alkohol, pa tudi pa, ko si leč, ti nikoli vplival na erekcijo, na potencijo. Ne, nikoli. To te ni te, viš, to je mogoče pa to bil, zdaj razmišljam, pač iz tega vidika, ker recimo, da ne začne piti, pa da ne bi ti skozi zlav, da bi te vse bolel, da bi bil ful bogi. In tega ti recimo nisi imel, ne? In ti telo očitno ti ni dalo telo znaka, nehaj, ker boš čez rok 14 dni boš umrl. Očitno nisi imel teh, to je zanimivo mi, ne? Ker jaz recimo sem očitno nimam takega želodca, če en dan malo pred spijem, pizda, jaz drug dan alkohola videti ne morem, ker se mi zagabi, da razumeš, da bom umrl glikar, ne? Veš, to je pa tista stvar, ki jo lahko rečemo pri uspehu, recimo, ne, če hočeš v življenju uspeh, ne, so majhni koraki na dolgi rok. Ja. In verjetno se to veš počasi telo prilagaja, ne? Pizda. Telo se počasi prilagaja in bolje enkrat so tebe že, ne vem, 5, 6, 7 pirov tako za onega en radler, ne? Ja. Ampak dejansko si pa, ko si res fejs pil, ne, si mogel ogromno spiti, da si bil pijan? Ja. Koliko je to? Je že bilo 5-6 pirov, da se ga malo čutil. Da si malo čutil. Vse zato pa greš pol v avto, ker nič ne čutiš. Enostavno, ne. Zdaj recimo se pravim, zdaj ga sem povoham, verjetno pa sem že pijan, ne. Recimo pred časom je sin doktorat naredil, pa sem sam tolkle šampanjca, tolkle probal, ne, da smo te nazdravili. Ja, saj jaz nisem tisti ozdravljen alkoholik od drugih, jaz sem sam zadevo rešil. Aha, razumem, ja. Meni ne dela zdaj problem, tu če prijem v družbo, pa bom spil nekaj malega, mi ne dela problema, da bi zdaj šel naprej, ne. Ja, pa ne greš? Ne. Si ziher? Ne. Je to pametno? Kaj? Da spiješ malo? Glej, to ni nič takega, če ga malo namočiš. Ja, ampak ne greš pol, ne spiješ pol? Ne. To si se zdaj odločil? Ja. Kaj pa če te bo zaneslo, ravno zaradi tega, ko malo probaš? Takle bomo rekla, zdaj je to 12 let od tega, jaz mislim, da me zdaj več ne more. Ker sem tudi dosti na sebi delal, na osebni rasti, na vsem tem, ne, in da se zdaj tudi zavedam tega, kar je. Po drugi strani pa imam danes eno poslanstvo, da ljudem pomagam na tej poti, oziroma želim jim osvetliti to pot, če se znajdejo v tem, da niti potem ne morem biti glas te strani, če se bi jaz zdaj to nazaj podal. Ja. Zdaj pa to povej, no, kdaj je pa prišel ta vrhunc tvoje pijanske poti, če rečem temu tako, da si bil pa res, da si pa tako zabredel, da pa pisa si res, ne vem, niti več stvat nisi mogel, si bil tako daleč, da si pa pil skozi. Tako, če si gledal film Living Las Vegas od Nicolasa Cagea, ki se je odločil, da se bo zapil do smrti. Ne? In je pil in na koncu res umrl. No, jaz tako daleč nisem šel, ker sem še vedno tu. Ja. Ampak so bili tudi dnevi, ko si dejansko cel dan pil,
recimo že te stvari, pa še potem prišla kakšna druga stvar vmes, ne vem, kako rojstvo otroka, koga ali pa kaj takega in potem sem nadaljuješ. Ne. Ja, se mi je že zgodilo 2-krat, 3-krat tudi to, da sem bil totalka, tako da so me mogli odpeljati domov. Ne. Ja, kaj pa na pumpanje? Ne. To pa ne. Ne, jaz sem se recimo drug dan zbruhal, skozlal ven, Pa pil naprej. pa gremo naprej. Jaz so rekli, klin se s klinom zbija. Ja, ampak si kdaj pomislil, ne vem, na kakšen samomor, na kakšne take tragične zgodbe, kakšen delirij alkoholnem, ali ne vem, ki si bil obupan ali kakorkoli, imaš kako tako prigodo? Ja, to je ravno ta prigoda, en dan preden sem nehal. Povej. To je bila dejansko ta zadnja stvar. V mestnem času sem imel svoje podjetje že. Čekaj, v svoje podjetje si ves ta čas bil sposoben odpreti pa vse. Medtem, ko si pil pa vse. 2007-2008 sem jaz pri očetu službo pustil, ker sem videl, tam ne gre več to naprej in sem mislil, da me bo to malce odstranilo. Ne? In v tistem času, ko sem šel malo v stran, sem malce umiril stvari. Ne? Pol pa me je oče spet prosil, če bi za njega preko moje firme delal neke stvari za njega in sem se spet vrnil v tisto družbo. Ne? A se pravi, da vmes si že Malo, ne, nekaj, ampak sem da bi popolnoma nehal, ne. Ampak začelo se je zniževati. Ne. Manj si pil, ker sem tudi videl več na terenu. In pol sem dejansko prišel do tega, da sem z enim drugim podjetjem v Sloveniji večjim prišel do enega konflikta. Oni so me vrgli v izvršbo. Takrat je bilo tako, da so ti 100% blokirali račun. Nič ti ni ostalo, ni za prispevke, ne nič. Sem imel 100% blokiran račun. V vmesnem času so me dobili enkrat, pustimo zdaj, zakaj se je šlo, bilo je pač ena varianta, ki smo imela s policajem, nekaj nerešene zadeve in pač je rekel, da on bo mene ob izpit spravil in me je. Tako da sem ostal brez izpita, popolnoma blokirane račune sem imel. To je bilo 13. februarja, dan po Fašenku. Je to bilo, sem imel zagovor pri sodniku za prekrške in takrat so mi zapečatili, da ostanem brez vozniškega dovoljenja za 6 mesecev in imam ponovno ga zadelati. In takrat sem se ga šel napil, tam restauracija Gastro na Ptuju, se ga napil tako, da pite Boga, sploh ne vem, kako sem pol domov prišel, takrat sem imel tudi močno avto Mercedesa. In ko sem se vsedel v avto, nisem videl več naprej. Nisem vedel, kaj se bo zgodilo, kako naprej, nimaš denarja, nimaš izpita, kako boš dejansko vse skupelal. Takrat sem si naredil plan, da bom se v avto se odpeljal nekam pa ruknil s polno brzino. Ampak na srečo spet nek signal je prišel od nekod, ne vem kak, sonce me je takle zaslepilo, ko sem se vsel v avto in sem dal senčnik dol. In na tistem senčniku sem imel fotografijo moje 5-letne hčerke takrat. A 2 otroka si imel? Ja, zdaj imam 2, ja. In v tistem trenutku so se mi solze potekle po ulici in sem rekel, ne morem mi tega narediti. Kako sem prišel domov, ne me spraševati, ne vem nič, vem samo, da sem bil pijan kot kafra. Po noči nič spanja, če se je moja drla, mislim, da se ni, da je tokrat prvič, mogoče je bilo pa tudi tako, da ni bila proti meni napadalna nazaj, oziroma da se nisva skregala, ali pa smo se, pa ne vem. Ne? V glavnem, šel sem spat, zjutraj sem se zbudil, sem kozlal ko vidra, ta mala je to gledala, mi je en par mejavala pa vodo, pa eno pa drugo. In takrat sem potem v televizijo vžgal, sej službo, tako nisem mogel, oziroma delati nisem mogel, ker sem bil totalno. Glava bolela tako, da to ne moreš verjeti. In nekako sem pogledal gor na televizijo, pa je ravno se začelo, ker je ta popustni čas, ta 40 dni brez alkohola. In sem tisto zagledal, pa sem rekel, Marko, pa je tebi to potrebno. Kaj če bi probal? In sem probal in od takrat naprej, to je 14. februar, včasih se še pošalim, pa rečem, da je moja partnerka dobila najboljše darilo za Valentinovo. Pa zakaj nisi prej prežgal tega, da bi to takrat nam počel? Sam nisem videl tega, razumeš, ni bilo dovolj močno, ni bilo dovolj hudo, nisem se dovolj zavedal. Mogoče pa je kakšna knjiga mi tudi odprla. Ampak si predstavljaš to, ko si prej razlagal, to sliko hčerkice, to so ponovadi filmski prizori, ki recimo se ne zgodijo v resnici. Ne? Ampak tako zdaj, ko si razložil, si zelo lepo iskreno rekel in očitno se ti je to res zgodilo. Ne? Pa če še enkrat mogoče podoživim, ta moment, ki se mi zdi zelo močen pa pomemben, ker vsak se mi zdi, ko ima nek problem, neko težavo, doživi neko razodetje, nekaj pizda se naredi in tepe ta slikica, ko si rekel ti zaradi sonca, tako da je vse nekako
naključno se poklopilo in ti daš ti zdol in ko nek angelček pizda z nebes, ati, da ne bi slučajno ti mene samo obstil. Če bi ti zdaj pokazal tisto slikico njeno, tiste njene čopeke pa njeno smeh, bi vedel, o čem govorim. V glavnem, zakaj je bila takrat tista slikica tam, še sam ne vem, kdo jo je tja gor nastavil, ker jaz mislim, da jo nisem jaz, da mogoče moja partnerka je dala, ker smo imela en avto skupaj, ne, in da je mogoče ona takrat tisto slikico dala, mogoče mi jo je celo dala, da bi me čuvala. Ne vem, o tem se še nismo pogovarjala, ker mi je zdaj tole prišlo naprej, ne. Ja. Ampak res, tako kot si rekel, je to filmsko, marsikdo ne bo verjel, marsikdo mogoče si misli, da si nekdo nekaj izmišljuje. Ampak če bi pa mojo partnerko zdaj šli vprašati, pa vam bi povedala marsikaj še drugega, kakšne zgodbe so tu zadaj bile. Ne. Ampak da mi reči, kaj pa ta hčerkica, ko si recimo pijan hodil domov, ti ni rekla, ati, zakaj to delaš, zakaj si takšen, zakaj piješ, zakaj se na mamico kregaš, zakaj to, zakaj ono, ker otroci so to gledali, ne, predvidevam. Ja, 5 let je bila stara, mislim, da še ni dojemala vsega tega. Imela me je rada, še veš, hčerkice imajo rajši. Nasilen do otrok pa nisi bil nasilen? Ne. Niti, mislim, prej mogoče do sina, ja. Ne? To je bilo priučeno, to sem jaz pri očetu videl, mi smo ga za vsako pizdarijo dobljeni. To ni bilo. Naš oče je bil res karakterno zelo močan, pri njem, če nekaj ni pasalo, si jih dobo. Bože ne da je prišel pijan domov, pa da je bilo s firmo kaj narobe, ali pa kaj, si jih dobo tudi za brez veze. Mi smo delali te izdelke iz gume in smo imeli take katetri, so se jim rekli, za umetno osemenjevanje svin. To je taki, kot tole, debelo, pa tako dolga gumijasta palčka. In ko si jih s tem dobil, stari moj, to ne privoščim nikomur. Ne. Je še živ oče? Ne, oče je 3 leta nazaj umrl, oziroma pred časom COVID-a, torej 5 let bo zdaj že. Ja. Pa sta razčistila kdaj te zgodbe, ali niste? Vsega nismo uspeli razčistiti, ker smo enostavno zaradi te njegove zgodbe, ko je on šel dejansko, ko je to podjetje dal svoji ljubici, pa vse te stvari, nismo nekako skupaj prišla. Nekako sem želel navezati stik še pred tem, enkrat me je celo klical, pa sem se oglasil, oziroma se nisem mogel oglasiti, ker sem laufal. Sem ga poklical nazaj, sem rekel, če je kaj narobe, če me kaj rabi, ono tretjo, ker sem pač bil vedno dostopen, nisem želel, da smo na taki stvari, kot se je potem izkazalo, ampak takrat mi je vrgel telefon dol, da dobesedno je rekel, ne, zmotil sem se, ne, nič ni rekel, kak si, sem te pač, ne, ali pa sem se zmotil, pa se je malo pomenila, ampak je vrgel telefon dol, vem, da je to bil vpliv drugih ljudi. In takrat nismo več, malo pred smrtjo pa so me poklicali, da pač je prišel čas, da bo verjetno zapustil in sem šel v bolnico k njemu. In vedno pa, ko smo se pa želela nekaj pogovoriti, se je pa ena oseba pojavila in je utihnil. Do ta ljubica? Ja. Mislim, partnerka nova njegova. Ja, in dejansko nekaj mi je želel sporočiti, pa povedati še, vem, da mi je na koncu še rekel, da bi rad šel domov, jaz sem tako vedel, kaj on misli domov, ne, da bi skrbela mama pa ata za njega, ne, to sem takoj vedel, ker mama pa ata njegova sta bila pokojna, ne, in vem, da to je bilo malo pred novim letom, oziroma pred Božičem, in takrat smo rekel, ata, sej, zdaj so prazniki, pol boš pa šel domov, ne, in dejansko je počakal 3. januarja, pa potem umrl. No, pa ko sem te prej za hčerkico, ne, vprašal, ti rekel si sicer, da ni dojemala toliko, no, ampak ti ni nikoli nič rekla, ne, kaj delaš? Ne, hčerka nikoli. Sem jo tudi zdaj, ko smo prejšnjič, ko smo imeli... Koliko je stara zdaj? Zdaj je 17. Pa kaj se spomne kaj tega, kako si ga sral? Ma ne, zdaj, ko sem delal knjigo, pa vse te stvari sem jo malo vprašal, ne, pa tudi, ko smo imeli za eno vdajo, snemali na BKTV, ko so želeli vedeti, hčerkino mnenje, pa to ne, sem jo vprašal, ne, in rekla, kako se ne spomnim, jaz sem bila mala, jaz se nič ne spomnim. No sej, je lahko, da je potlač, lahko pa, da se res ne, sej, hvala Bogu. Ja, sej, pravim, morda se bo nekoč pokazalo še ven, hvala Bogu, da se ne. Kaj pa sin, misliš, da ga je pa zaznamovalo, kaj je to? Koliko je sin star? Sin je 30. Kaj pa on pravi? Ja, zdaj, ko sem nehal piti, mi je pač rekel, da sem malce bolj nor, ne, v pozitivne smeri, nekaj, zdaj pač zgodba malce drugačna, ne. Zdaj, ko gledaš stvari za nazaj, vidiš, da dejansko, kak je bilo prej, kak je zdaj, ne, da dejansko prej, ko smo govorili tudi o tem, o dobri volji pa o tem, ne, da je bila navidezna, ker ko sem gledal slike za nazaj, na dobene slike se ne smejim, ne, na dobene. Imel sem denar, pa vse sem imel, pa službo redno, pa vse sem imel, pa pil sem ga.
In bi rekel, da bi bil na kateri od slik nasmejan. Na nobene sliki nisem nasmejan. Zdaj, ko pa ne pijem, pa sem na vsaki sliki nasmejan. No, vidiš. In ja, sin je včasih malce potarnal to, seveda je on tudi trpel zaradi tega nasilja, pa vse to, kar je gledal, pa vseh teh prepirov, dosti bolj, ker je bil že dosti starejši, ne, dejansko tudi, ne. On je to doživljal pri 14-15 letih, ne. In upam, da nekih velikih posledic ni pustil, vem pa, da na vsakem pusti posledice. Ja. Kaj pa so bili taki primeri, ne vem, da vemo, kakšni so šolci rekli, tvoja ata je pa pijanc, kakega ata imaš pa ti, tvoja ata pa pretepa, ne vem, mamo, bla, 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 je bilo kaj tega? Si kaj to zaznal? Ne, pa sem verjetno preslišal, ali pa je to bilo v situaciji, ko sem bil tak pijan, da sploh nisem... Pa da bi nekakva socialna prišla k vam na dom, to ni nikoli. Ne, sej ni tako daleč, pa tak fejs tudi ni šlo, ne, da bi to zdaj res neki rom-pom-pom taki veliki bil, ne, ker jaz sem se pol večinoma znal še umakniti pravočasno, pa ali me je tako na konci vrglo, ne, da sem zaspal, ali zunaj, ali kjerkoli, ne, ali pa so me drugi umirili toliko, da, ne, ker enostavno, jaz sem bil tako pijan, da vsej neko moč imaš z besedami, pa s tistim, da boš nekaj naredil, pol pa te en malo bolj zgrabi, pa nimaš več nič, ne. No in ko si tisto reklamo videl na TV-u, ko si rekel, ne, kaj 40 dni bez alkohola, ne, kaj se je pa pol takrat recimo s tabo zgodilo, kaj si moral narediti, ne, prav tisto, da si potem šel na nek na odvajanje, ali ta anonimni alkoholik, ali pravno zdravljenje, da mi to pove, kak je ta pot bila od tistega trenutka dalje, ko si ti zagledal tisti napis. Tista reklama je V praksi, ja. V praksi je bilo tako, videl sem tisto reklamo, glava me je bolela, vse je bilo, bi rekel, videl sem, da sem v kurcu. Dejansko sem videl, da sem v kurcu in nek preblisk se mi je dal, bom jaz to probal. Pa to si prvič, takrat si prišel prvič do tega? Da, bom probal. Ampak to je bilo samo moje mnenje, bom probal teh 40 dni. Res je, da sem prej v eni knjigi prebral, ne, da alkohol škodi, pa eno stvari, pa začel sem z enimi podjetniki sodelovati, ki niso nikoli pili, pa to so to malo drugače gledali na to. Ampak zadeva je bila tak let do 11. marca. Do 11. marca je bilo vse v redu, 11. marca pa ima moj oče rojstni dan. In to je bilo dejansko 3 tedne, ne, ni še bilo tisti 40 dni, to je bilo od 14. 16, pa 27 dni nekje je tu bilo. In seveda, takrat smo bila z očetom še dokaj v dobrih odnosih, sem še delal za njega te stvari in sem šel pač domovoščim, seveda gremo na pijačo v lokalno gostilno, njegovi prijatelji, moji, nekaj sodelavcev, kaj boš, Jägermeister vsi naročijo, jaz bom pa deci soka. In tu se je začelo potem res tisto težko obdobje, ne vsi, kaj zdaj, ko smo pregovorila, kaj ne bodi pička, kaj se zdaj nekega frajera delaš, stari ima res, ti pa ne upleš ruk. Rekel, ne bom, glej, jaz sem se odločil, ne bom. Veš, sem že bil v tistem trenutku, enega pa lahko, ne. In nekako sem šel na WC, tam na WC sem rekel, Marko, toliko si zdržal, daj še vse to teh par dni zdrži, pa bomo pol videla. In sem prišel nazaj, sem se vseeno, me je Jägermeister že čakal na mizi, da nas zdravimo, sem rekel, ne, jaz bom deci soka, če mi ga date, ne, še nekaj začeli, sem se vstal, pa sem te vid ven. In potem se je oče vstal, pa je prišel za mano, pa je rekel, mali mi je večkrat rekel, ne, mali, glej, če si se tako odločil, tudi v redu, pa sokom zdravljal se, dejansko ne nazdravljamo z alkoholom, ampak s človekom, ne. In potem sem se vsel nazaj, sem spil tisti sokec, oni so me sicer malce čudno gledali vsi, ker so bili navajeni, jaz sem bil prvi, ko sem zapir bil, pa za kako drugo stvar naprej. Ampak so potem nekako to sprejeli tisti dan. Kasneje so pa začeli seveda metati polena pod noge, da so me videli nekje drugje, da ga pijem v nekih gostilnah, v nekih takih zakotnih pa to, ne. In si začeli stvari izmišljati dejansko, ne. In sem bil res že pripravljen, da pač začnem nazaj, ne, ker enostavno nekako te bolite to, dejansko boli, ne, da zdaj hočeš nekaj dobrega narediti za sebe, dejansko za cel svet, da nisi več nevaren, ljudje pa tega ne sprejmajo. Pa zakaj misliš, da, to si zdaj dobro rekel, ne? Zakaj misliš, da ljudje, ki bi mogli reči, pa pizda stari, svaka ti čast. Kurba, le, jaz pa še kar pijem, pa sem še kar budala, kurba, ti pa svaka ti čast. Zakaj bo prej vse druga, da te bo le spravo spet nazaj, niš, ker je on sam na sebe jezen, da ne more nehati, a ker mu greš res na kurac, da nisi več v njegovi družbi, pa je enak njegov kompanjon, ali kaj je tista osnovna, misliš, da ti ne bojo čestitali, pizda, ampak ti bojo rekli, jebi se, kot te jebe kurac. Prva stvar, stari, nisi det. Razumeš, nisi det, če ne piješ. To je prva stvar. Druga stvar pa vse si prav povedal. Ne? Sam ni dovolj močen, sam ni dovolj dober, sam imate iste probleme.
na koncu, da ti bi čestital, za koga le? Jaz sem bil vmes 40, ko praznoval. In sem povabil najožji krog. In sem rekel, ko so vsi bili zbrani, sem rekel, jaz se upravičujem, to je moj rojstni dan in moja želja danes je, da tukaj ni alkohola. In seveda nekateri niso bili zadovoljni s tem, ampak je bilo pa zanimivo, da so se mesec dni po vseh okoliških gostilnah pa vse posod menili o mojem rojstnem dnevu. Kako niso dobili nič alkohola za pit, kako se ga niso mogli napiti, ženske po drugi strani so bile pa bolj zanimive. Veš, prvič smo se pelali domov sproščeno, brez strahu, da nas bo policija vstavila, brez da bo se karkoli zgodilo. Ne? In da bi pa mi tudi takrat kdo rekel, recimo, čestitam, bravo, ne. Samo 2, 3 do danes. Ampak si zamenjal ti dejansko družbo ali si se z istimi ljudmi družil naprej? Popolnoma sem zamenjal, ker dejansko so prej bili vse ljudje, ki smo bili sodelavci večinoma, ne. Še srečamo s nekaterimi, ampak dejstvo je, da dosti manj, ne. Ker večinoma zdaj tako delam sam od doma vse te stvari, da se ne srečujem več s temi ljudmi toliko. So pa prišli drugi, novi, tisti, ki tudi spijejo, pa nobenemu ne rečem, da ne sme, ne? Ampak pri meni, pri nas doma, v naši hiši je pač tako, da alkohola ne dobijo. Ampak v vsem tem času te ni zamikalo, oziroma tako te vprašal, kdaj te je zamikalo najbolj, da bi pa pita se ga pa spet napil? Si imel kaj kriz, že ko si bil ven iz tega, ali je to potem pozabljena zgodba? Pri nekomu, ki je tok fejst bil v tej umami. Če bom rekel, da te nikoli ni zamikalo, bom lagal. Ja. Moramo biti iskrena, moramo vedeti, da vsakega kdaj pa kdaj zamika. Tudi cigarete kdaj pa kdaj zamika, ker če ti gledaš danes filme, povsod se alkohol, cigarete. Vsi zvezdniki, vseh teh filmih so nekako, je to povezano, veš? In ta čustva oziroma ta podzavest to sprejema. In res moraš zelo, zelo močen biti, da ne padeš spet nazaj v to. Druga stvar, zabave, kamorkoli greš, to se vse, posod se sam pije. So to rojstni dnevi, so to pikniki, je to veselica, je to koncert, karkoli, kamorkoli bo šel, se alkohol okoli tebe pojavi. Ja. In res, so bili trenutki, da bi rekel, bom pa zdaj enega spil, ali pa 2, 3, 4, ne, zastopiš. Ampak v tistem trenutku si pa reče spet, pa čakaj malo, 10 let si dal skozi. Zdaj boš pa šel nazaj. Za koga? Komu na čast? Spomni se, kaj si delal. Spomni se, da mogoče ne boš dobil več priložnosti. Misliš, da če bi se ga enkrat ful napil, da bi začel piti? Ne vem. Ne boš tvegal, no? Nikoli ne veš. Ne? Zakaj bi zdaj neko stvar šel naredil? Za kar si se trudil toliko let, da bi jo držal? Ja. To jaz recimo gledam tudi kot partnerstvo. Gledam, ljudje si zgradijo družine, ne vem, kaj vse, uspešna podjetja postavijo, pa čez eno noč zaradi ene brezvezne stvari vse to uničijo. Zakaj si pol to gradil? To se strinjam. No in, kad to vprašam, predno bom tole knjigico tvoje v roke vzel, ki mi tu zdi zanimiva poanta, ne? Ti je kdo pomagal? Oziroma, si poiskal pomoč, pa je nisi dobil, ali meniš, da bi mogel nekdo od države, kdokoli, sociala, zmišljujem se zdaj, videti ljudi, ki so zabredli, pa jim priskočiti na pomoč, ali te ljudi tega itak ne bi sprejeli, pa bi nagnali te ljudi, ali meniš, da kdo poišče, pa ne najde pravega naslova, ali imamo dosti društev, pomoči, psihologov, psihiatrov, bla, bla, bla. Kak je s tem? Jaz mislim, da teh društev, pa teh psihologov, pa teh zdravnikov je dovolj. Jih je veliko. Zdaj, če se navežemo nazaj na mojo pot, jaz te pomoči nisem nikjer poiskal, jaz sem dejansko skozi osebno rast, skozi branje knjig, skozi te stvari prišel do tega, da sem postal dovolj močen sam pri sebi, da sem lahko to speljal. Ne? Vem, da marsikdo ni. Verjamem pa tudi, da če bo nekdo priskočil, da sam nisi pripravljen, ne? Torej, če ti sam nisi pripravljen sprejeti pomoči, lahko okoli tebe skače kdorkoli. Ne? Meni je moja to non-stop govorila, pa ti bom jaz pomagala. Pa ne ti meni govori, domačega tako ne sprejemamo. Ne? Karkoli bo rekel, ti meni neš nič govoril, ti že ne veš. Ne? Tako da te institucije, dobro je, da so. Dobro je, da so tam, da pomagajo, ampak naj te nekaj vprašam nazaj.
A misliš, da lahko nek psihiater, ki se nikoli ni znašel v situaciji alkoholizma, pomaga nekomu, da pride ven? Ali mu lahko lažje pomaga nekdo, ki je to dal skozi in pozna to pot? Ker eno je teorija, ne? Drugo je pa praksa. In bi jaz vprašal na tem mestu vse te, ker se je zgodila zelo dobra stvar, jaz sem ponudil to mojo knjigo, mojo pomoč vsem tem društvom, povabil sem jih vse na dogodek v Majšperku, ko smo imeli predstavitev knjige. A veš, koliko se jih je odzvalo? Rečemo, da je okrog 30 do 40 teh društv po Sloveniji, ki so dobile obvestilo. Kaj misliš, koliko se jih je odzvalo? 2. Nobeno. Nobeno. Ker oni dejansko, za moje pojme, so tam samo zato, da služijo denar. Pa ni to čudno, da niso hteli. Kaj sem mislil, da mogoče hočeš sam knjigo prodati, da se promoviraš, pa da v bistvu, ne vem, ugibam. Ni odgovora bilo. Niti odgovora nisi dobil. Odgovora. Niti odgovora nisem dobil, ampak potem, ko sem šel malce raziskovati tole globlje, sem videl, da mogoče je celo pri njih isto kot je, ne vem, mogoče farmacevtska ali pa ta industrija, vojna industrija. Ni v interesu, da so ljudje zdravi ali pa da je mir. Ne, v interesu, da so ljudje vedno bolni, da imajo svojo stranko, vojna industrija, da ima vojno, da se nekaj prodaja. In tudi to vidim, ker drugače, jaz bi sprejel tako pomoč. Pa jaz pravim, samo ena oseba, ampak to ni ena oseba. To ni ena oseba. Pri meni je to moja družina, moji starši, če so še stari starši, to je naenkrat 80 ljudi, potem še to od partnerke, je to 20 ljudi. Zdaj si pa predstavljaj prometno nesrečo, ki sem je povzročil, pa slučajno, da je nekdo nasproti preletel, ker sem prek ceste letel dol. Da sem nekomu uničil tam življenje. Koliko ljudi je povezanih? Če že z neko tragedijo zdaj le slišiš, pa ne poznaš mogoče človeka, ne? Pa te malce zaboli jedko. Predstavljaj si, koliko ljudi uničiš s tem. In če eni osebi pomagamo, nismo pomagali eni osebi, pomagali smo številnim. Zdaj pa vprašam, zakaj pa država alkohola enostavno ne prepove? Vsi vemo, zakaj ne. Rabi ovčke, rabi ljudi, ki jim sledijo. Tako je najlažje manipulirati z ljudmi. S tistimi, ki dosti kadijo, pa ki pijejo, pa ki so na tabletah. S takimi je najlažje delati, ker če jim to odzameš, je gotovo z njimi, ne? Misliš, da bi ljudje pomrli brez alkohola? Ne bi pomrli, jaz nisem umrl. Ja. Ampak vse je povezano. Če ti piješ, nekega dne si boln. Ja. Boš stranka postal nekomu drugemu. Stranka si policija v državi, stranka si če avto uničiš, novi avti ali nekaj takega. To je vse povezano z denarjem. Ko so v Ameriki pred davnimi leti prepovedali alkohol, takrat so se pol gangsteri pojavili, Al Capone in družine, pa so ga na črno preprodajali, pa je spet bil dostopen. Ja, sej država tu ne bi nič naredila, ne da bi ga zdaj prepovedala, bi pa lahko to malce, kako bi temu rekel, spromovirali na zdrav način življenja drugače. Torej, da bi ta alkohol recimo iz športnih prireditev umaknili, se smo ga že en čas, ne? Ampak tam mladi pridajo v stik z alkoholom. Mislim, poglej, greš na nogometno tekmo, pa vsi ga pijejo, vsi se derajo, vsi pizdarije delajo in otrok to gleda tam. Ampak ni zanimivo, da proti cigaretom je kar gonja, ne? To moram priznati, ne? Recimo so napisi, gor je to odredje. Alkohol pa nikoli nihče tako, da bi delal alkohol, gor bilo ta napis, minister za zdravje opozarja alkohol. Viš to, alkohol je neka sveta stvar, ki se ga pušča primerov. To je tako, se ga tudi sami proti drogi je tudi ful, ne? Kokain, pa ono drugo tretje. Alkohol je to pa pač... Ja, vse poglejmo politike, vse ga vsi konzumirajo. Ja. Vsaka zabava, vsaka otvoritev, vse je šampanjec nazdravljam. Ja. Šport, šampanjec polivajo, pijejo. Pa promocija raznih alkoholnih pijač in tako naprej. Glej, nimam nič proti, da je to, ne? Ampak dajmo se mogoče malce bolj zavedati tega, da lahko s tem povzročimo pri nekom, ker recimo, če si ti Istok, nekomu vzornik. In nekdo tebe zdaj le vidi nekje, kako se ga ti nacokavaš, pa piješ, ne rekel, Istok, ko piješ, ga lahko jaz. In to je enostavno. In če pogledamo športnike, vsi so nekje tam nogometaše, če jih pogledaš, vsi nekaj pijejo, nekaj ono, tretjo. Poglejmo glasbeno sceno. Meni je škoda teh vseh glasbenikov, ko jih gledaš, kaj počnejo. Ne? Na teh veselicah, pa to, pol na konci koncev, ja, bolj smo pijani, bolj še špilamo. Mogoče, ja.
Sej ne, sele, pa tudi je ta, kaj ta hrvaški Mladen Grgović, ne, kaj ko pada, ne, pa je video, pa se vsi smijo, legenda Mladen, ne, pa si mislim, pizda legenda, kaj je plačal si, ne vem, 30 € za njegov koncert, zato da je padel po tleh, pa ti ene pesmi ni odpel, ne, pa ti mu zdaj praviš, pa je legenda, ne, pa on tam poje, pa ne, ampak ven sporočilo dejansko prije pa zelo slabo ven, veš, če gledaš tako, ne. Točno to. In če pogledamo, ne, tudi najbolj prepevane pesmi so te o alkoholu, pa o drogi, slovenske in hrvaške, ne, na tej sceni. In to, če greš, če znaš, jaz sem se zdaj recimo začel v teh letih frajtonarca učiti, ne, in če znaš to enih par totih nekoliko kapljic, pa enih par totih odvunjaka, pa to, kaj to narediš čago, kar tak, usput, ne. Kaj pa mamila si probo zraven? Ne, to pa ne. Se pravi, to si stal pred cigaretih, pa alkoholu si bil. Zdaj pa te to še vprašam, predno bom res knjigo v roke vzel, no. Ta abstinenčna kriza, ne, si bil tako daleč že, da ti je telo, recimo, ko gledam to v filmih, čas gledamo, ko te trese, ko si nor, ko bi raztrgal zid, ko ga zaprejo noter v sobo, ga ne spustijo ven. Je bilo to pri tebi tak ali ne? Ne, pri meni ni bilo, jaz sem z letom 2012 že začel malce bolj en del na zdravju delati, tudi s enimi produkti, ne bomo za reklame delali, da ne bodo mislili, da je to zaradi reklame, da bi kaj omenjal. Sem začel v tem smislu že delati in mislim, da je moje telo se že kar v enem letu kar dobro pripravilo na to. Ne. Ampak si že pil, takrat si še pil? Pa jaz sem še pil, pa tudi sem začel že teči leta 2012, ne še prej sem začel teči, ampak ni se nič kaj dogajalo. Pretekel sem lahko mogoče 500 metrov, 1 kilometrček, pa to bolj tak, ne, na easy, se nič ni dogajalo. Potem z letom 2013 pa so se stvari spremenili. Vse tisto slikico, ko sem ti jo dal, ne si videl, sem bil taki 100-kilski zamorjeni. Najprej si imel to, ko si pil, to mi razloži, koliko je možno, da je nekdo, ki pije, debel? Zdaj stvar se je začela tako, ne? Najprej sem nehal kaditi, ne? In ko sem nehal kaditi, sem malce začel rediti, ampak še ne takoj, ne? Vedno več alkohola piješ in pivo zelo redi. Pivo zelo redi, nasplošno alkohol. Če nisi več jedu. Glej, hmelj pa vse to kvas, pa to te, vse ješ ti, se pravim, v službi si jedo, ne? Pa potem večerja, ne? In gibanje svojega, nimaš nič, ne? Se pravi, imaš samo to. Vse veš tista pesem, od bifeja do bifeja, ne? In dejansko ni nekega gibanja, ni nič. Služba je tudi bila taka, ne, da ni bilo nekega gibanja, ki sem bil en mali šef. Tako da gre, leto na leto, ne, se nabira. In potem si ti nenadoma obrnil list in iz totalno nezdravega človeka, z totalno nezdravimi navadami postal en ozoren državljan, če rečem tako, ne, izdal to knjigo Pobeg iz senc odvisnosti, ki ti jo je, by the way, pomagal napisati tudi naš prijatelj Ivan Jurgic, ki je bil pa v mojem podcastu nekaj časa nazaj, čudovit možakar, on je še bolj suh kot ti, ne. On se lahko skrije za metlo, razumeš, ne. In mislim, da je takrat tudi tebe omenil, da je eno knjigico pa skupaj s tabo napisal. No, gledaj, ne samo, da si ti nehal pit, ne samo, da si ti sebe v red spravil, da si se tudi strasten tekač, da zdaj kar nenadoma zdravo živiš, da ti je verjetno telo zelo koristno, da se krasno počutiš, si pa ti napisal tudi knjigo, s katero, če te prav razumem, želiš pa najprej seveda svojo življenjsko zgodbo, dal si ven iz sebe to, kar si doživel, kar je tudi prav za neke vrste samo ozdravljanje, razumeš, ne? Ampak ti zdaj s to knjigo dejansko želiš opozoriti vse ljudi, ki so na isti poti kot ti bili, ne? Ki so v tem peklu, ne? Da to ni vredo, ne? Da je to čas, da ti z prve roke pizda lahko poveš, fantje, če boste vi to delali, boste šli v kurac, tako sem šel jaz. In imam srečo, božjo ali kjerokoli, da sem danes tule z Istakom in da sem v bistvu se ozdravil, ker takih je malo. Večino je takih, ko umrejo od alkohola, ali nesreča, samomor, ali se zapije do smrti, ali izgledajo tako, da bo kurba kot trupla. Ne? Ti si pa pizda naredil znanstveno fantastiko in tu svaka čast. Ne? Da mi to malo piši mogoče, no? Zakaj si se pa odločil, da boš pa zdaj ti ljudem spremenil življenje, pizda, tako si ga se. Dejstvo je bilo, da jaz sem že skozi določene seminarje, skozi neke določene delavnice probal ljudem predstaviti mogoče ta pogled, ampak nekako ni bilo to sprejeto. V meni je pa vedno tlela iz ene knjige sem vzel, da vsak prav človek mora imeti vsaj enega otroka, moški sina, ženska hčerko. Če je pravi človek, mora imeti par, torej vsaj 2 otroka, ne, da gre rod naprej. In pa, da mora napisati eno dobro knjigo, oziroma knjigo. Ne? Da pač pravi človek napiše vsak eno svojo knjigo, ker dejansko
če je tvoje življenje vredno živeti, je tudi vredno, da se ta zgodba mogoče napiše. Ne? Sej lahko še zdaj zgodbo pišemo naprej, ampak ta zgodba je šla notri zato, ker bi želel osvetliti pot tistim, ki morda mislijo, da ne morejo ven iz tega, da so se znašli v enem takem začaranem krogu, da ni rešitve. Rešitev vedno je, ne? Če si bo človek priznal, da je alkoholik prvo. Ne, da je anonimni alkoholik, ne? Ker jaz ne vem, kako to sicer funkcionira, anonimni alkoholik, tam pa je polno ljudi okoli, ne? To že nisi anonimni več, ne? Pa vsi okoli tebe tako da vejo, da piješ, ne? Torej, brez veze, dajmo narediti neko društvo, kjer smo alkoholiki in želimo se tega rešiti. Gledal sem pa en film tudi, ne, o teh anonimnih alkoholikih in mi je bilo najbolj zanimivo to, da sem tam videl, da oni rečejo, sem alkoholik. In s tem oni sami sebe še vedno predstavljajo kot alkoholika, pa so že ozdravljeni. Torej, ne grejo koraka naprej. Torej, če sem ozdravljen alkoholik, nisem več alkoholik. Bil sem, nisem več. Ne? In zato bi rad skozi to knjigo ljudem približal to problematiko. Da to ni problematika samo ene osebe, to je problematika več ljudi. Na konci koncev, če bomo mi manj pizdari delali pod vplivom alkohola, bo tudi država imela več denarja. Zdaj, kam bo ona 100 denarjev šla, to zdaj ne bomo mi dva, ne, to imajo oni svojo. Ampak jaz verjamem, da vsakdo, ki bo vzel knjigo v roke, pa me pocukal za rokav, pa prosil za pomoč, mu bom z veseljem dal, povedal svojo zgodbo, povedal, kaj lahko v življenju spremeni, da bo šlo na bolje. Ampak najprej mora biti pa sam trdno odločen, da si želi te spremembe. Ker ne moreš ti človeku pomagati, če si on ne želi pomoči. Pa misliš, da je točka 1, da si priznaš, jaz sem alkoholik, šel sem v kurac, zdaj pa moram nekaj storiti. Definitivno. To je zajebano? Definitivno. Ja, vem, se si tudi sam jaz nisem priznal, ne? Ampak pride tisti trenutek, ko veš, da ni v redu. Pride, vsakemu pride. Mislim, ne more mi nekdo zdaj reči, da se mu to še ni zgodilo. Sigurno se mu je to zgodilo, da se je zavedal tega, da to več ne gre dalje. Neka točka se je zgodila v življenju, ki mu je dala vedeti. Ne? Nekaterim prej, nekaterim kasneje. Pa misliš, da je ful veliko takšnih, ki so na pravi poti, pa pol nazaj zajebejo, ali je več takšnih, ki so na pravi poti, pa so ostali na pravi poti? Tisti, ki so nehali, seveda. Imel sem zdaj par primerov, ko so se mi preko socialnih omrežij, pa Facebooka, pa tako, družinski člani nekaterih oglasili, ne? So vzeli tudi knjigo, pa so me prosili za pomoč, kako do tega priti, pa so njihovi svojci dejansko šli na zdravljenje ali vojnik ali kam, ne? Tam dejansko bilo v redu, ko so se pa vrnili nazaj, pa so znova začeli. Ja, v isto družbo, v isto okolje. Jaz si mislim, veš, da najprej si moramo vprašati sami sebe, zakaj mi sploh pijemo. Kje je razlog? Ne? Zdaj, jaz sem prej imel razlog, foter, pa probleme, pa moja, pa finance mogoče, ne? Pa služba, vse posod iščemo neki izgovor za nek problem in s prstom kažeš na vse druge. Ne? Dejstvo pa je bilo, da jaz sem sam pri sebi ugotovil, da sem jaz bežal od problemov. Jaz mislim, da bom zdaj, če se ga bom napil, rešil te probleme, ki so nastali tam. Za par ur jih rešiš, ne? Ma niti jih ne rešiš za par ur. Pozabiš na njih. Pozabiš na njih, pa nazaj pridejo. ampak pridejo v dosti hujši obliki nazaj. To je jebane. Tu jaz mislim, da je to najprej, zakaj sploh pijem. Kaki namen ima to, da se ga jaz grem napijem? Ampak vem, da bo to težko zdaj poslušalcem, gledalcem to si priznati, ne si v misli, pa kaj zdaj oni tam, ja, zdaj mu je lepo, ne. Ko si pa v tej situaciji, pa si tudi jaz nisem še en čas priznal, ne. Kdaj pa si alkoholik? Ko sem delal raziskavo, je tako. Če ne moreš ti zdržati vsaj 7 dni brez alkohola, pa si alkoholik. Aha, pa tudi če sem... Glej, Karkoli šteje. karkoli šteje. Ja, vem ti. Ne probajo ljudje, veš? Ja. Ljudje včasih pravijo spremembe, pa vse to je enostavno, ne? Tudi v preteku, ko sem začel, vse to je enostavno, vse to lahko. Probaj, izvoli, naredi eno spremembo, drži se 30 dni neke spremembe, pol pa govori. Ne? Ker veš, danes je problem, na 7 dni se nekaj dogaja vedno, ne? Ali je piknik, zdaj poletni čas, ne? Ali je tam fuzbal, ali je, ne vem, rojstni dan, Birma, ne? In tu pride do tistega, ti si lahko prvi dan, drugi dan, tretji dan, četrti dan, peti dan v redu, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. V soboto pa prideš v to družbo. Ampak to ti rečeš malo spil. Ma kdo na tej družbi spije, en špricar? Ne. Vse veš, na rojstnem dnevu. 3-krat, 4-krat, 5-krat, kolikor kapljic, pa stara kljuka, pa tako dalje, ne? In to je potem že preveč. Ampak si lahko ti sam vikend alkoholik? Kak? Če si lahko sam vikend alkoholik ali alkoholik, ki vsak dan pije? Ja, se vsak bo rekel, da ni, ne? Če samo čez vikende pije, da se to pa nič ni, ne? Ja. Sej, mogoče sem tudi jaz bil v štartu samo na vikende, ne? Ko so bile kakšne čage, veselice, pa vse te stvari, ne? Ampak kasneje je pa to prišlo. Danes je vedno več ljudi, ki smo povezani, ne?
Saj, če pogledamo družine, ki jih imamo, oni imajo rojsten dan, oni gre k birmi, oni ima to, družine se večajo, na koncu si vsaki tretji dan že na eni čagi ali pa na nekje, kjer nekaj spiješ. Tako da ni več isti vikend samo, ne. Daj, kako bojo to ljudje vzeli, ne vem. Jaz sam pravim, naj probajo 7 dni in če bojo 7 dni držali, naj probajo še naslednjih 7 dni in še naslednjih 7 dni. Ker moja sreča je v tem, ne, recimo meni je pivo ugabno, ker je grenko. Vino mi je ugabno, ker nima dobrega okusa. Žganje mi ni dobro samo, ker mi ni dobro. Jaz imam rad gejevske pijače, torej Carolines, Baileys, čokoladni liker, tega pa tudi ne moreš toliko spiti, ker ti zelo rad zapaca, ker je presladko in že zaradi tega ne bi mogel postati alkoholik, bom rekel, ker to spiješ mal, naslednji dan bi že mogel ruporut pojesti, mi že preveč, veš, in vse te stvari, ko gledam ljudi, ki pijejo, so meni ugabne. In to je mogoče mene rešilo. Že ko sem bil mulc, jaz sem se prvič napil od Malibuja, pazi, ne? A veš, ne, ali od tega, ne Baileysa, kaj je ta, Bel de Jour, ne? A veš, ne? Ja. Ampak to ne moreš piti samega, naslednji dan gre presladko, ne? In mogoče je to moj ta fora, bila kaj zdaj, kakšne koktejlčke, gin tonic, dobro, da jih spiješ vsak dan 5, si tudi pijanc, ne? Ampak tako, veš, ko so vsi te pili, moji prijatelji, te pijače, ko si ti govoril, meni je to bilo ugabno. Jaz ko pomočim jeziku, pivo mi vrže gor, ker pivo je grenko. Kdokoli pije pivo, pivo je fucking grenko. Jaz pijem Carolines pa Baileys, ker ste sladka, razumeš, ne? In mogoče je to moj nek tak razlog, no, zakaj jaz tudi med prijatelji večkrat, ko sem daj kaj spil, odaj pa ti piješ istok. Jaz ne znam potem kao, da nikoli ne pijem, pa tudi ga daj kaj spijemo, pa zdaj, ko smo šla z mojo na pivo in cvetje, pa smo mal kakšen koktejlček si sabo nesla, smo prešvercala noter v pivo in cvetje, v taki flaški, veš, kot 2 najstika, ne? Ampak govorim, da me nekdo vidi, da pa da veš na Facebooku napisal, da sem se ga pa napil. Ti si se ga napil, ja? Zato, ker sem res tak, ni mi dober to pizda, ne? In pa, ko gledam te ljudi, ki pijejo, pista, pa koliko lahko piješ, te kurčev vin, pa nek tretji razredni vin, pa koliko ti je lahko to dober, pa te to žganje pije, pa koliko kurba ti to ni ugabno za pit. Ne, pa veš, sej, okus me boli kurat, samo da neki rukne gor, tak pol pove. Pizda, ne. Sej, tak je, ne, pa družba, ne, in Pizda, vse enega bomo pa malo to. Ja. Jaz sem zdaj, recimo, ko je hčerka tako odraščala, pa sem hodil na te koncerte, je malo vozil, mislim, se dejansko več ni pilo, tako kot smo vi pili, ne. To vsak pride, en prije z litrom žgane, en prije z litrom vina, to kar gremo pa ruknejo, ne. To več ni tisto. Sam da pač prime, ne. Ja. Ampak si opazil, kdaj je, no ne vem, tako ko sem gledal, da je kakje, ko so se zapili, pa so pa brezdomci postali, pa sem bil šokiran, recimo, ko sem koga videl, ampak je toliko zabredo, da po moje je konc zgodbe. Sem še vprašanje časa, da bo umrl, ne. Jaz sem pol tu pa tam kakšnega, ko sem jih poznal, pa sem jim celo kakšen denar dal, da so si šli kupiti liter vina, pizda, razumeš, ko sem tako vedel, brez veze, karkoli čekat, ampak ko sem ga iskreno vprašal, ne, je rekel, vem, sem zafukal, vem, le me kakšen sem, ne, je bil tak čeden pepper, pa bi odsev tak, kad ti začne obrati, začne iti v kurac, ne, a veš, poremenil, razumeš, nos, ne, no, razumeš, in je vedel, rekel, ja, vem, isto k moj, ampak, ne vem, jaz bi takega, če bi ga danes srečal, pa da bi mi to rekel, bi ga prijel za roko, bi rekel, poslušaj, dokler srce bije, še vedno ni fertik. Saš Kalendero lepo poje, ne? Ja. Nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno, pa ne grem na kolena, ne. Dobro, tista druga zgodba. Ja, v glavi, pa glej, Marko, če te to vprašam, še mogoče na to vprašam vsakega svojega gosta, ne. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Še pred kratkim. Zakaj? Velikokrat zaradi vseh dogodkov, ki se dogajajo, čustva vedno privrejo, lahko včasih čustva privrejo, če gledaš kak film, ne, kakšna stvar. Jaz velikokrat, ker ko pišem, pa ko preberem svojo zgodbo, vse naprej velikokrat razjočem pri vsem tem, ker dejansko pridejo vse te stvari nazaj ven, ne. Zdaj pišem drugo knjigo še, o tej bolj preobrazbi v poslovnem svetu, pa na tej osebni, duhovni področju. In ko nekako te stvari veš, predeluješ, ko se malce bolj zavedaš vseh teh dejanj, ki si jih povzročil, vseh teh izstreljenih puščic, jaz mogoče mislim, da nek udarec ne boli tako hudo kot določene besede. Mogoče se celo premalo zavedamo, kako močno lahko mi prizadenemo človeka z neko besedo. Besede imajo moč, veš. Besede imajo moč. Ko danes to pogledam, ne, kaj vse sem delal, kaj sem govoril ljudem, enostavno sam pri sebi se razjočem. Vem, da prejšnjič sem se razjokal, zdaj, če bi takole pogledal, najbolj sem se razjokal, ko sem gledal en posnetek, ki mi ga je poslala ena starejša gospa iz Velenja,
84 let stara in je nekaj povedala pač na neki stvari glede zdravja. In takrat sem se res iskreno razjokal, še moja je vprašala, če je kaj narobe, če se je komu kaj zgodilo ali kaj ne. Sem rekel, ne, sam ta posnetek poglej. Ne. In res je ta gospa povedala, da se je močno zdravje izboljšalo s vsem tem, kar zdaj sodelujeva. In na koncu sem si mislil, gled, če bi jaz ne bi pred 13 leti naredil koraka naprej spremembe, ta gospa danes ne bi govorila, ne bi hodila, ne bi slišala. In res tako lepo je povedala in enostavno sem se tako razjokal, kot mali otrok. Zdaj imaš partnerko? Ja, smo skupaj. Pa tudi ni ta ista zdaj? Ja, ista. In nazaj je prišla? Skupaj smo ostali. Ja. Kako je pa to mogoče? Vse je mogoče, če si želiš dovolj močno. Pa ti je oprostila vse norije? Ja, zdaj, če jih je oprostila, ne vem, to bi mogel njo vprašati, ampak si vprašal, pizda, nisi vprašal. Sva skupaj, dejansko mi dva smo že od srednje šole skupaj, tako da smo že zdaj, imamo kar lepo dobo, 33 let. Kako se te ni naveličala v vseh teh norijah, ki si jih delal? Te je imela še zgleda vedno rada? Ali je upala, da bo še enkrat nehal, ali kaj? Takle ti bom povedal. V tistem trenutku, ko sem jaz bil v najhujši krizi, ko sem pil, je moj oče rekel, Lidija je ime, Lidija, navadi se, Marko je taki, kot je in taki bo vstal. Pusti ga ali pa se navadi. Je pijanec. Ne? In takrat je Lidija rekla njemu, ne, on se bo 100% spremenil. In verjetno je čakala ta trenutek, da bi lahko njemu zdaj dokazala, oziroma vsem ostalim, da je imela prav. Je pa res, da je tudi jaz bil počaščen, da sem njej dokazal, ker mi je tudi večkrat sama rekla, ne, pijanec se ne spreobrne, dokler se v grob ne zvrne. In jaz sem jim dokazal, da se je to res zgodilo. In res se pijanec ne spreobrne, dokler se v grob ne zvrne. Ampak jaz ne govorim o grobu, o smrti, ampak o preobrazbi. Marko, kaj bi sporočil najnim gledalcem, ki imajo težave z alkoholom, pa si tega nočejo priznati? Kaj je tisto najbolj pomembno? Se prej si to že omenil, ampak mogoče še bolj direktno, če gre. Pa pravno takim, ko zdaj gledajo, pa si mislijo, pa je peta vija v kurac, greme se na en pir, ko nam težite, zdaj tu imamo, vama jebemo obema, ne? Ampak kaj bi takim rekel? Ampak ko že zdaj pijejo vmes, medtem ko gledajo. Pizda. Res bi jim položil na srce tiste besede, ki sem jih prej omenil, naj razmisli o tem, koliko škode se lahko povzroči s tem, ko pijemo. Tu se ne gre samo za to, da smo neposredno nekoga prizadeli, ampak tudi širše. Vsaka beseda, ki je izrečena, je odveč. Vsak odvzet izpit je odveč. Vsak prepir je odveč. Vsak udarec je preveč. Vsaka nesreča je preveč, ker ni potrebna. In res, dajte se zamisliti nad tem, dajte razmisliti, če že spijete, dajte se pogovoriti, tako kot se je treba pogovoriti kot človek s človekom. Če pijete, ne sedite za volan, res ne sedite za volan, ker ne morete se zavedati, kako zelo nevarno početje je to. Jaz sem dal to skozi, hvala Bogu, se ni nič resnega zgodilo, nimajo pa vsi te sreče. In lahko greš 1000krat skozi, 1001 pa se ne bo išlo. Takrat, če boste preživeli, bo verjetno vaša muka se komaj začela, če bo na drugi strani nekdo, ki je poškodovan ali pa je umrl. Zato vprašanje še enkrat, zakaj sploh pijete? Zakaj ste se odločili, da boste spili? Če je to iz navade, obstajajo druge navade. Če je to zaradi veselja, vesel si lahko brez alkohola, še bolj. Če je to zaradi tega, da bi pozabili skrbi, jih boste za minuto, dve, prišle bojo duplo nazaj ali pa trikratno. Resnično, zavedajte se, da imate življenje samo eno. In ni ga vredno zapraviti za alkohol. Še na tem mestu bi lahko končal, ne? Ampak ker sem zafukanc, ne bom. Ne? Lepo si povedal, ampak jaz pa še to vprašam, mogoče pa končava. Imaš pa tudi primere ljudi, ne vem, glasbenike, umetnike, ki brez alkohola ne bi ustvarili vse te kvalitetne glasbe, slik, filmov, ki so jo ali mamili in tako naprej. Res, da so mnogi žal končali v tistem zelo glasnem klubu 27.
Ne? Recimo Amy Winehouse je zadnji primer, recimo, ne? Vrhunska glasbenica, ampak brez alkohola ne bi bila tako vrhunska, ker to ne bi bila ona. Ne? Res, da je pa na koncu umrla mlada, ne? Pa Jim Morrison, pa Jimi Hendrix, pa Janis Joplin, dobro so imeli tudi alkohol, ne? Mislim, da je tale heroin zraven, tako, ampak ne? Brez alkohola ne bi bili verjetno takšni geniji, ker je šla omama in genialnost z roko v roki. In še zraven, da rečem, imaš ljudi, ki so trezni, zateženi, v tri pizde materne, ko pa spijejo, so pa face. Ja, je res. Kaj bi pa, kaj bi pa na to rekel? Ne vem, kaj bi jaz rekel, mogoče niso sprobali še druge stvari. Drugo stran je treba še pogledati. Ne, ne zdaj samo reči, zdaj pa je to. Ne. Ja. Jaz verjamem, da so oni dobili neke prebliske, pa da so mogoče bili. Ampak iz moje lastne izkušnje, ki sem jo dal skozi, lahko povem, da to ne drži. Tisto je samo namišljeno. Tisto je neka maska. Kot za fašen, kot je nekdo dal masko gor. Prava genialnost, verjemi mi, se pokaže, ko si trezen, ko imaš čiste misli in takrat pridejo tiste stvari ven. Jaz danes lahko plešem po dvorišču nak, če je treba, delam večje pizdarije, ko sem jih predelal pod vplivom alkohola. Čeprav si verjetno kjer misli, opet se ga nažgal. Ampak ne. Tako da je tisto mogoče samo spet beg od tega, da lahko pijejo. Ne bom pa zdaj sodil, ali je to res, kar si rekel za tiste genije, ne? Za te glasbenike, ki pa so, pa ki morajo biti pod mamili, pa vsi vemo, da bi lahko bili dovolj nori, pa tako, pa še bolj vzdržljivi, tudi če bi. Ker se poglej, ne, po drugi strani pa Mick Jagger, ne, iz Rolling Stonesov, ki je počel v mladosti hodiča in pol, ampak zadnjih 30 let, ko jaz imam uradno, to malo sem raziskal, on živi tako zdravo, da se nama grema ne sanja. Zato pa pri 80 letih še vedno nastopa in skače po odru, ker je pravočasno rekel, opa, te, ne, ki so pa umrli, pa žal niso rekli tega, ne, in so dejansko res mladi umrli. Tako da ta tvoja teorija bo kar držala, ne, in se z njo strinjam. In jaz, če sebe shajam, ne, jaz tudi včasih, ko sem imel kakšne malo bolj nore in divje vdaje, so tako si videl, da sem zadet, ne, ker sem fuken, ne. Ampak jaz neko fantje, ne, kamera, mikrofon, vdaja, nastop na odru, to je moja droga, to je moj alkohol. In tam niti ne smeš piti, ker je to neodgovorno od organizatorja. Vem, da če sem spil kdaj kaj, nisem bil tako dober. Nisem bil dober, ker sem pozabil, kaj hočem reči. Ja. In še smešen nisem bil, ampak sem bil budala. Ne? In sem vedel, da to ni za mene, po prvem takem čudnem sem vedel, da to ni za mene. Da moj užitek je nastop. In jaz zato, da sem jaz fukjen, ne rabim alkohola, ne rabim mame. Sam niso pa vsi ljudje enaki. Ne? To moramo mi doveriti. Ampak tako si ti rekel, verjetno v svojem bistvu smo pa vsi ljudje mogoče res z zdravimi, treznimi možgani najboljši, če bi le si dali priložnost. Ne? Pa ne bi pobegnili s pomočjo nekih odvisnosti v ta svet, pa mislili, da je samo to tisto, kar nas dela genije, ne pa ustvarjalnost. Ja, mogoče nas je strah se pokazati, ne imamo tremu se pokazati, če nismo nekaj spili. Vse to se je meni tudi dogajalo, jaz prej nisem upal govoriti, če nisem nekaj spil, nisem upal na oder stopiti ali zapeti ali karkoli. Ne? Ampak vse to se je spremenilo. Vse, ko razmišljaš ti, pa probajmo, da vidimo tisto drugo stran in če tista druga stran drži, potem ona več ne drži, ne? Ti, ko si jih pa zdaj omenil, pa verjetno niti tega niso probali. Ko si pa omenil Micka Jaggera, bi pa bila mogoče ena izmed istočnic, da ga povabimo na en tak pogovor, da bo povedal, pa naj on pove, da bo ta on čudež, ima dejansko še boljše izkušnje kot jaz. Tak čudež povedal, pizda. Koliko lahko živi 80 let, pa gledam to, pa tudi če gledaš tega Kita Richardsa njegovega, ko je pošnifal pizda več stvari, ki obstojajo, ne, pa na odrosti pa igra, res da zgleda kot mumija, ampak lej, igra, Ozzy Osbourne je pa zelo bogi, ne. Ta je pa pretiraval, sam živi še pa vedno, kar je medicinski čudež, ne. Da lahko Ozzy Osbourne živi, gleda to, kaj pa on požrl vsega. Ampak očitno, lej, ni nikoli naredil overdose ali je prav cajt tudi neko, zdaj ga križ jebe, to je njegov glavni. Ampak hočem reči, da tudi ti si pravočasno rekel hop in si odstopil in lej, danes tudi za mene sediš, si zdrav, si športnik, si izdal knjigo, razlagaš o tem in to je velika stvar in tu moj globok poklon in respekt in le tako naprej, ne, svaka ti čast. Ne. Svaka ti čast. Hvala lepa, hvala, da si me povabil. Ni bilo druge, ne? Ni bilo druge, dober si bil. Dragi gledalci, torej, to je bil Marko Tomanič, tu je njegova knjiga, kaj to lahko, kdo želi biti naročil, lahko pri tebi naroči? Ja. Na Facebooku te iščete, najde? Lahko me najde na Facebooku ali pa na spletni strani bogati.si. Bogati očka. Ja, bravo. To je pa druga zgodba naša. Ok. V glavnem, tole knjigico res, mislim, jaz jo še nisem prebral, ker sem jo zdaj prinesel, ampak verjamem, da
se lahko marsikaj iz nje nauči, tudi iz te zgodbe danes ste se naučili marsikaj, tako da jaz mislim, da je tole vredno branja. In Marko, še enkrat hvala, da si prišel. Gremo kaj spit? Zaključujemo. Gremo že, samo ne to. Super.